Srdečno pozdravljeni, danes bomo govorili o nečem, kar ima pravzaprav na naše zdravje zelo velik vpliv. A moram priznati, preden nisem dobila članka strani Tadeja Pretnarja, sploh nisem vedela, da to obstaja. Govorili bomo o miazmah in o tem, kako se aktivirajo, na kakšen način, ali jih imamo vsi in pravzaprav kaj je vzrok, da so sploh skrirane v našem telesu in kdaj torej se aktivirajo, kdaj se ne aktivirajo. Tadej Pretnar je v naši družbi, lepo pozdravljen, dobrodošel. Govorila bomo o miazmah, a vendarle bi mogla na začetku mečkeno osvetliti začetke homeopatije? Začetki homeopatije so bili v bistvu povezani z drugim odkritjem miazme. Pri nas je dostikrat tako, mislim, v svetu je dostikrat tako, da kaj, ki so že odkrili, pozabimo, pa moramo pol še enkrat odkriti. Torej, najprej rečeva, da je miazma nekakšna energijska infekcija v našem telesu, ki potem, če se aktivira, povzroči težave. In za miazme so verjeli že zdravniki v stari Grčiji. Pol se je pa to znanje o miazmah enostavno pozabili in spet jih je odkril začetnik homeopatije Hahnemann. On je recimo, najprej, kako je bilo s to homeopatijo, ni bil zadovoljen s tem kininom, kininovcem so zdravili kolero. In ni bil zadovoljen z razlago v takratni literaturi, zakaj to kinin zdravi kolero, in je pisali samo, da zaradi svojega okusa, pa se mu je zdelo to malo mim in je to malo začel probavati. In kaj se je zgodilo? Parkrat je probal tisti kinin in dobil je malarijo. In ugotovil je, da neka substanca, ki pri bolnih ljudeh bolezen zdravijo, pri zdravih povzroči. No in pol so začeli, pol skozi procese zdravljenja so opazili dostikrat veliko stranskih pojavov. Zaradi tega so začeli zdravila redčati, to, da je na koncu bila samo informacija, ampak dobro, to ni tema, ki naja zanima. V glavnem, ta homeopatske zadeve so super delale pri akutnih zadevah. Pri kroničnih problemih so se pa težave začele ponavljati. In Hahnemann se je začel spraševati, kaj je torej vzrok, in torej ponovno je odkril te miazme oziroma energijske infekcije. Nastajajo kot posledica prebolenih nekih težjih bolezni, kakršne so recimo tuberkuloza, sifilis, rak, garje pri naših prednikih. Torej, če je imel kjer od naših prednikov, lahko tudi daljnih prednikov, zelo daleč nazaj, kakšna od teh bolezni, se prenese energijska infekcija na potomce. In kako, ni še čisto jasno, res, ne par variante, ne par teorije, ampak nobena ni čisto potrjena. Ti torej potem tisto energijsko infekcijo imaš in ni nujno, da se bo dejansko v kakšno bolezen razvil. O tem, kaj se dogaja pri neaktiviranih miazmah, je pisala Barbara Ann Brennan. Ona je drugače magistra atmosferske fizike pa bioterapeutka, ena najbolj znanih na svetu. Ona pravi, da se neaktivirana miazma nahaja približno meter od fizičnega telesa v avri. Ona je kar na kompleksen način avro delila in pravi, da v keteričnem telesu, kot neka lisa. Takrat pa, ko se aktivira, ko se miazma aktivira, takrat pa padna energijska telesa, v padnih energijskih telesih, avričnih telesih naredi močne madeže in blokade, v nepadnih pa kvari strukturo. In to vodi do bolezni, ki se običajno na nek način na koncu odrazi tudi na koži. Torej, Hahnemann je najprej to psorično miazmo odkril, ki se sploh prizadeta koža, ampak pol čez cajt je ugotovil, da je v ozadju praktično vseh problemov miazma. Zdaj se nas seveda zanima, kako se miazma aktivira, pa kaj je, če jo taka stvar ne aktivira. Ampak nasplošno, ali so miazme, te stvari se mi zdi, da sem slišala že pri epigenetiki. Pri epigenetiki jaz nisem naletel na miazme, čeprav... Podoben opis, ampak ne besede miazme.
No, pri epigenetiki gre v bistvu vpliv polkulture na obnašanje genov. No, tukaj pa v bistvu, ja, pravzaprav imaš prav. Namreč miazma konec koncev ne vpliva samo na naše fizično zdravje, ampak tudi na vedenjske vzorce, na to, kako mi funkcioniramo, na kakšna nagnjenja. Recimo, ta psorična miazma, ki je prva, ki jo je Hahnemann odkril, ta je povezana z občutkom sramu pa krivde. In zato je tudi, to je eden od razlogov, zakaj jo je tako težko odpraviti, ker praktično strah pa krivdo imamo v našem sistemu skoraj vsi. In s tem na energijski ravni aktivirano miazmo skozi hranimo. Torej, na fizični ravni se potem odrazi kot nekakšni toksini v telesu, ampak stalno jo imaš pa tudi na energijski ravni. Zato ni zadost razstrupljanje, ne? Vedno je treba kombinirano zdravljenje, se pravi, da ti imaš dejansko eno kuro razstrupljanje telesa, po drugi strani pa delaš tudi energijsko, pa tudi na spreminjanju oziroma procesiranju teh vedenjskih vzorcev. Kar kompleksna zadeva, oziroma mogoče ne tu kompleksna, kakor zastrašujoča, glede na to, da če pogledam, prebrala sem nekje 7 generacij, tudi se lahko prenašajo določene stvari. Ja, 7-8 piše, v bistvu ne vem, zakaj ne bi več, zakaj glih 7-8, v bistvu ne vidim razloga. To je bolj tako, koliko generacij so nekako dokazali, da je to, ampak verjetno je to več. No, ampak če je to 7 generacij nazaj, vojne, ne vem, še čarovnice so takrat zažigali na Grmadi, ne vem, 1001 stvar, sifilis, gonoreja, garje, vse te stvari so bile več kot prisotne. Seveda. In jaz, ko sem brala, recimo, kako se kakšna miazma odraža, s katerimi občutki, na kakšen način, kar lahko vidite tudi vi na televizijskem ekranu, pa jaz bi se lahko z vsako poistovetila pomal. No, nekatere so si recimo tudi podobne, recimo rakova pa psikotična, pa tudi mačkanje pol sifilitična. Ampak recimo, povezana. katera je tista najpogostejša? Eni podatki Nemčije pravijo, da pravzaprav 70... Tuberkulinska, ja. Tako. Tuberkulinska, torej, ampak vseeno, jaz predlagam, da tole tuberkulinsko mačken pstiva za kasneje, namreč najprej bi mogla povedati, kaj pravzaprav miazmo aktivira in kaj se zgodi, če jo ne. Tako, dajva. Torej, če človek živi nestresno, pa dokaj zdravo, se miazma pravzaprav večino življenja ne aktivira, ampak običajno se aktivira na starost, takrat, ko ti pade imunski sistem. In zaradi tega tudi vidimo, da recimo na stara leta imajo otroci podobne težave zdravstvene kot njihovi starši. Ja. Torej, kaj jih pa prej aktivira? Stres, cepljenja, vnos kakšnih težkih kovin, potem tudi fizične poškodbe včasih, kakšne skozi daljše obdobje, če jemljemo kakšna kemična zdravila pod narekovajem, torej to pa miazmo takoj aktivira. Se pravi, vse, kar predstavlja travmo za telo. Tako, ja, travma jo aktivira. In potem se takoj pojavi reakcija. No? In tole najbolj pogosto, verjetno najbolj pogosto si omenila kot tuberkulinsko. Podatkov za Slovenijo ni, ampak v Nemčiji so ugotovili, da 70% novorojenih punčk ima tuberkulinsko miazmo, pa mislim, da 30 ali 40% fantkov. In kaj v bistvu to pomeni? Če gremo malo širše, rečemo, da vsaka miazma slabi en del telesa. Recimo tista psorična, ki sem jo prej omenil, smo rekli, da je oslabljen del jetra. Tukaj pri tuberkulinski so pa oslabljen del sluznice. In tuberkulini, torej ko se aktivira ta miazma, nastajajo v fizičnem smislu, torej kot toksin tuberkulini, ki so izredno velike molekule. In zelo težko pa dolgo se izločajo iz telesa, ponavadi s sluzjo. In zanimivo je, da so včasih pri nas cepili z enakim cepivom krave in ljudi. Ja, in zdaj, krave pa nasplošno tudi danes niso preveč zdrave. Se pravi, zelo malo krav je takih procentualno, ki imajo zunanjo pašo. Velikih je tisti noter in dosti krav ima potem
prikrito obliko tuberkuloze. Se pravi, imajo tuberkulozo, ampak ne tako vidno. In kaj se pol dogaja? Ogromen procent mleka je pa mlečnih izdelkov, ki vsebujejo te tuberkuline. In če imamo mi torej to tuberkulinsko miazmo vseb, jo to aktivira in se pol s kakšnimi vnetji odraža pa tak. Zanimivo je, da se to v teh uradna medicina teh miazem pravzaprav kaj dosti ne pozna. Jaz sem bil zelo presenečen enkrat, ena kolegica mi je povedala, da ima njena sestra zelo probleme z otrokom, da se mu sinusi vnemajo, pa nasploh sluznice in da je bil že nekaj operiran, pa ni nič boljš. Pa če bi lahko jaz malo prišel pogledat, ne. V glavnem sem prišel jaz do popca, sem zelo hitro prepoznal, da gre za tuberkulinsko miazmo. Predlagal sem sam, da preidejo na kozje mleko in ni bilo več nobenih problemov, ne. No, torej, kot sem rekel, s to tuberkulinsko je največji problem to, ker se blazno težko izloča in tudi razne diete, ki jih mi pri sebi sprožimo oziroma ki se jih držimo, pravzaprav dolgo trajajo, ne. Recimo fina zadeva za izločanje teh tuberkulinov, pa tudi drugih toksinov, ki so posledica miazem, so nekatere vrste alg. Drugače je bil pa nemški zdravnik Max Gerson, je tudi znan po tisti svoji Gersonovi dieti, torej on je predlagal v glavnem vegansko hrano, pol recimo kuro s sadnimi sokovi pa tak, ampak se pravim, tukaj ti predvsem fizični aspekt očistaš. Zdaj pa, če nimaš dost takih vedenjskih značilnosti, ki podpirajo to miazmo, se zgodi, da pol tudi na energijski ravni pade, ne? In za Gersona je znano, da je svojo kuro s temi dietami ozdravil tudi tako raka kot tuberkulozo. Če pa je dost teh vedenjskih značilnosti, tako kot recimo smo rekli pri teli psorični, sram, krivda, ki ima res tega vsak velik, se pa torej stalno ti energijsko ta energijski del obnavljaš. In pol ti ne pomaga dost, če toksine iz telesa čistiš, ker stalno nastajajo novi. Ampak a lahko ti neko miazmo ustaviš, da se ne bo več prenašala naprej? Ja, samo tako, da se jo dejansko znebiš. Torej, to znajo dobri homeopati. Tudi mi v moji šoli se učimo enega sistema, ki se ga zaradi slabe samodiscipline ga redko kdo uporablja. Torej, praktično vsak dan je treba energijsko delati, na energijski ravni napadati miazmo, pa še torej ustrezno se prehranjevati, ne. In to rabiš ti kakšen mesec pa pol res striktno delati, da imaš dobre možnosti, da se tega lotiš. S tem, da je lahko dodatna ovira ravno to, o čemer sva govorila, določeni vedenjski vzorci, ki skozi to energijo miazme futrajo. No, ampak tudi vedenjski vzorci se lahko spremenijo na koncu koncev. Seveda se lahko, ne. Procesiranje vedenjskih vzorcev, to spet zahteva določen čas, čeprav obstajajo zdaj že tehnike, pri katerih se da ene stvari hitro narediti, to je tehnika brisanja vorteksov, pri čemer srž tega bolečinskega telesa posameznega vzameš, ne. Zelo preprosto se sliši, ampak namreč tako je, veš, s to tehniko. Večini ljudi oziroma veliki ljudi, ki jim ne deluje ta tehnika zaradi tega, ker enostavno ne verjamajo, da je to mogoče. Recimo, enaki štosi so pri kakšnih stvareh, ki so jih včasih delali v ljudski magiji. Recimo, jaz poznam eno žensko, ki se bradavice tako znebi, da jo podrgne s koruznim zrnom, pa vrže ti s kuram in pol bradavica odpade. Ampak ona to naredi kot nekaj samoumevnega. Nas je pa zdaj sezul naš analitični ker razmišljaš, pa saj to ne more biti. In v bistvu tudi tehnika brisanja vorteksov je zelo enostavno, ampak folk pol z analitičnim umom, se to ne more biti. In pol tvoja podzavest, če tega ne podpira, se pol ne zgodi tisto, kar bi se lahko. To pomeni, da še vseeno, kljub temu, da eni govorijo, da ni tako, če ti določeni tehniki, terapevtu, kakorkoli pa že, če ne verjameš, povsem ne verjameš v to, kar počne, boš imel manjše možnosti za uspeh.
Ja, s tem, da so nekatere tehnike prav temeljijo na placebu. Recimo nekatere so pa dosti objektivne, ampak vedno pa če ti verjameš, če zaupaš, to totalno pomaga. To je v bistvu epigenetika, ki so jo prej omenila. Tako. Kar sem opazila v tem času je, da je vse več alergikov in vse več tudi rakavih obolenj. S katerimi miazmami je to pravzaprav pogojeno? Kar se tiče raka, gre za novo miazmo, čeprav nekateri to raka uvrščajo v psihotično ali revmatično miazmo. Rak je v psihološkem smislu povezan z identiteto žrtve. Mi torej, in v identiteti žrtve je večina ljudi. In mi torej s tem v psihološkem smislu tudi miazmo, ki na ta način nastane, futramo. Pol tisti, recimo v formiranju osebnosti je zelo pomembna vloga očeta, se pravi tisti, da ti da občutek, da si kaj vreden, ne? Pa še nekaj, kar zelo pomaga, da se razvijajo te rakove miazme, to, da dajemo otrokom za vsak drek zdravilo. To dajemo telesu potem sporočilo, da se samo ne more braniti. In se pravi, samo sebe ne obvladuje in na ta način potem tudi nastajajo miazme. Drugače s samimi alergijami kot takimi je pa pravzaprav več miazem povezanih. Recimo psorična že, pa recimo tudi sifilitična, pa psihotična, to je vse vezano na alergije. Se pravi, kaj lahko ljudje, ki so tale trenutek doma, pa so zdaj mogoče majčkeno šokirani, miazme, ko pa zdaj to za ena zadeva, kaj lahko oni naredijo sami zase, za svoje zdravje, za svoje dobro počutje? Ker vsi miazme imamo neke take speče, glede na to, kaj se je dogajalo z našimi predniki. Fajn je, da ugotovimo, katero imamo in potem vsaj recimo prehrani ugotovimo, kaj jo draži. Recimo pri nekaterih miazmah dejansko to lahko, pol pri drugih, recimo tale revmatična miazma oziroma psihotična, kot sva prej rekla, je povezana z zdravjem jeter. Torej, ta je oslabljena točka so jetra. Jetra imajo kup funkcij, recimo sodelujejo v prebavi, presnovi, tudi so del nespecifičnega imunskega sistema, ampak v kontekstu miazme je funkcija jeter, razstrupljevalna funkcija jeter ne deluje dobro. Torej, če prepoznamo psihotično miazmo, ki se odraža recimo tudi čez protein, torej te razne utekline okoli sklepov pa tak, to recimo si lahko pomagamo tako, da se lotimo kakšnega razstrupljanja jeter. Torej, je pa hec o tem, da povprečen človek ne zna tega rano prepoznati in pol ne ve, kaj ukrepati. Žal je pa tako, da je ta znanje o miazmah slabo razširjeno in dejansko tudi nimaš prav veliko možnosti, koga zdaj vprašati. No, ampak nate se lahko ljudje obrnejo. No, jaz sem tudi drugačen forum, kjer je tudi, mislim, da imamo temo miazme, nekaj sem pisal o tem. Je pa hec o tem, da simptomi pri nekaterih miazmah so si pravzaprav zelo podobni. Ampak dejstvo pa je, da če ti živiš čim manj stresno, če skrbiš za to, da je to imunski sistem dober, da se zdravo hraniš, se bo tudi, če je neka miazma pri tebi aktivna, se bo slabše odražala. Dejansko aktivnejša postane takrat, ko nam zaradi nekega razloga imunski sistem pada. To je pa lahko pravzaprav že zaradi povprečnega stresa, ki ga doživljamo vsak dan. Seveda. Najlepša hvala za tale pogovor. Evo, bomo objavili tudi kakšen članek na www.klepetobkavi.si. Tam lahko preverite tudi vse aktualne dogodke, med drugim tudi kakšna predavanja s Tadejem Pretnarjem, tako da boste seznanjeni. Če pa nimate dostopa do interneta, pa 02 6200 230.